Aleksander Rebula, lep pozdrav v avstralsko zvezno državo Viktorija v mestu Melbourne. Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem radia. Kako pogosto govorite slovensko? Ja, jaz govorim vsak dan s svojim sinom, drugače pa tukaj z ženo kar po angleško, tako da nekje 50-50 bi rekli, ne? Kaj vas je pred 11 leti s Krasa gnalo v Avstralijo in zakaj ste potem za svoj dom pravzaprav izbrali Melbourne? Ja, služba. Takrat v Sloveniji je bil trg dela precej omejen, ne vem, projekti so se končali in potem se je tudi služba končala. Kar se tiče programiranja, si mogel biti zelo izkušen, da si nekako obstal. Tako da sem videl možnost bolj v tujini in sem iskal širše trge, tako da Avstralija se mi je zdela kar zanimiva in Melbourne, predvsem zaradi števila populacije in tudi, kako sem rekel, trga, ne, v svojem poklicu. Je Melbourne tehnološko napredno mesto? Namreč vi ste razvijalec programske opreme. Pravite, videli ste priložnost v nekem širšem trgu. Namreč mesto velja za eno kulturnih središč Avstralije, tudi za tehnološko? Ja, Melbourne nasplošno ima odlično klimo na vseh področjih, tudi v tehnologiji, tudi na kulturnem področju. Moram reči, da kar se tehnološkega napredka tiče, predvsem v zadnjem obdobju so tukaj zelo pokaže napredek na področju transporta. Izdelali so končno tole progo, nov metro tunel in tukaj se je razvijal projekt dolgo časa, ampak je ogromen in se vidi, da je Melbourne precej naprej, kar se tiče tehnologije. Ogromno je podjetij v programiranju, tudi v zdravstvu so precej napredni, tako da zaradi tega se tukaj v Melbourneu najde ogromno ljudi, ki pridejo iz azijskih držav in tukaj potem uspejo naredijo podjetja, tudi kitajska podjetja tukaj zelo prosperirajo in se mi zdi, da tudi zaradi tega se marsikdo tudi iz mojega poklica rad odloči, da pride sem delati, ker tukaj je odlično dobiti službo in je multikulturno, zelo, bom rekel, se tukaj vidi, da je velika tudi skupnost naših sosedov iz balkanskih držav in tudi to je ena izmed pomembnih stvari, za katerih sem se potem odločil, da nekako se preselimo sem, zato ker se je lažje znajti nekje, kjer je neka skupnost, ki ti pomaga prebroditi tisto težavo na začetku in potem pasti v poklic in, bom rekel, se znajti, ker marsikdo se vrne kar precej hitro nazaj in te Melbourne, če te pogoltne, če ne pa te prezveči in izpljune. Ja. Aleksander oziroma Aleks Rebula, pravite, mesto te sprejme, če se prilagodiš, če ustvariš svojo skupnost, sicer te izpljune. Kakšna je vaša skupnost zdaj po 11 letih? Ja, jaz moram reči, da se kar precej doma držim zadnje čase, ampak tukaj v okolju, kjer jaz živim, tukaj se imenuje St. Albans, so precej veliko je ljudi iz Balkana, imaš Grke, Makedonce, veliko Hrvatov je, pa tudi v Melbourneu je precej velika slovenska skupnost. Tako da, kar se tega tiče, nam ni dolgčas. Drugače pa tukaj se pozna vpliv iz Azije, ogromen, pa tudi iz Indije. Včasih se tukaj vprašaš, ko greš po mestu, ali si v Avstraliji, ali si kje bom rekel, v Vietnamu ali Indiji, ker je res ogromno multikulturno mesto in prijatelji postanejo iz celega sveta, ne. Tako da jaz imam recimo precej prijateljev iz filipinske skupnosti, tukaj imamo tudi slovensko skupnost, potem, kar se tiče v cerkvi, imaš slovenske maše in tako naprej. Omenjate Filipince, pred kratkim ste se poročili s svojo partnerko, ki je Filipinka. Poročili ste se na Filipinih in se domislili, da bi s filipinskim mešanim zborom zapeli nekaj slovenskih melodij. Kako ste se sploh domislili česa takega in nam lahko opišete proces?
Ja, če se malo pošalim, v Filipinih je vse cenejše, ampak ni bil to najbolj pomemben razlog. Družina je velika tam, tako da smo namesto v Sloveniji naredili kar v Filipinih. Kar se pa zbora tiče, je pa tako, da jaz sem nekako želel pripeljati naše Slovence v Naga City, tam, kot je moja žena doma. Uspelo mi je pripeljati 3-4 iz moje družine, seveda mamo, sestro in pa teto. Jasno, moja mama je pevka v divaškem zboru, v mešanem pevskem zboru Divača in sem rekel, bom presenetil. No? In tudi, ker sem tam opazil, da imajo precej zanimivo kulturo petja, kar nisem sploh pričakoval, tam je ogromno zborov. To pa zaradi tega, ker je precej rimokatoliška država, je precej na poudarku vera tam in cerkev je samo v Naga City ogromno. Tako da potem sem nekako vstopil v kontakt z temi pevci in moram reči, da sem bil precej presenečen. Mama je bila sploh presenečena, ker ni pričakovala, da bojo Filipinci slovensko peli. No. O tem bi lahko še kar govoril. In sicer imamo pa tudi na Facebooku objavljene povezave do YouTube posnetkov, na katerih si lahko gledate naše avanture in kako Filipinci pojejo slovenske pesmi. Če boste poiskali Caceres, Koral in pesmi pa smo zapeli pri Farni cerkvici, se spodobi, ker je dosti cerkev tam. In pa tudi Čej so tiste stezice, no v cerkvi sami na poroki smo pa imeli Dajte mi zlatih strun. Čej so tiste stezice, Kako ste se tisti trenutek počutili, ko vam je filipinski mešani zbor pel slovenske pesmi? Ja, jaz sem že samo to, da sem uspel dobiti zbor, že to me je precej, presenetilo, gandlo in da so si vzeli čas za pet in se naučiti predvsem slovenske pesmi že pred poroko, je bilo nekaj fantastičnega. Jasno je, da potem, ko poslušaš to še v cerkvi in potem, ko se družiš z njimi, je to nekaj izven sveta. Tisti, ki pojemo, poznamo, vemo, kakšni občutki so, ko poješ. Kaj šele, če ti zapoje na drugi celini en filipinski zbor, en azijske države, slovensko pesem, ki tazga ne doživiš vsak dan. Vem, da je moja teta, ko je prišla in to slišala, malo skrb padla, ker ni sploh vedela. Nihče ni vedel, razen mene in nekdanje predsednice mešanega pevskega zbora Divača, Gracila Dolenc. Nekako sem dobila občutek, da ste zelo zagrizen promotor Slovenije. Kot oče tudi otroka navdušujete nad svojo domovino, nad Slovenijo? Ja, to je res. Moram pa reči, da v zadnjem času ne vem, kdo je bolj ponosen oziroma zagrizen Slovenc. Moj sin je 15 let star. Jaz poskušam svojemu sinu vcepiti, da smo uspešni, glede na to, da smo tako majhni. Tudi pokrajina, iz katere izhajamo, jaz obžalujem, da sem jo mogel zapustiti. Tudi ljudi nasplošno, Kras, Primorska, to je za mene včasih, ko pomislim, ali pa kakšno slovensko pesem slišim tukaj, me kar stisne. Ampak dejansko se moraš vprašati, če je smiselno ostati doma, ko je pač, bom rekel, težko najti službo, kar se je tudi v našem primeru zgodilo. Ampak moram reči, da kar se ponosa slovenskega tiče, zdaj tukaj v Avstraliji, mi je malo žal, da ni več tako močnih slovenskih društev, kot so bili včasih. Kdaj najdete čas, Aleksander Rebula, za zborovsko petje in kako sicer preživljate svoj prosti čas? Zborovsko petje tukaj ni v takšnem poudarku tukaj, ker je precej malo takšnih društev tukaj. Kar se petja tiče, če greš v cerkev, boš pel,
tam se poje, crkvene pesmi. Tukaj v Avstraliji pa moraš prav res pobrskati, ne, ker ni prvotno pevska država, da bi jaz vedel, razen tam na X-Factor in tako naprej. To pa je kar močna kultura teh pop tekmovanj, ne? Ja, tega sicer ne gledam, jaz moram reči, da avstralske televizije kaj preveč dosti ne gledam, lahko bi, ampak je preveč reklam, tako da jaz se držim bolj na internetu in gledam včasih kakšno tekmo, pogledam sinom, ko se preklopiva, moj sin namreč živi še zdaj z mamo v Sloveniji, bo pa zdaj najverjetneje prišel na obisk letos prvič po tem, ko sta se preselila z mamo nazaj v Slovenijo. Moram reči, da tukaj nažalost nismo imeli sreče, ker mi smo se preselili v Avstralijo leta 2015, z nekdanjo partnerko, potem pa tudi seveda z 4-letnim sinom, pa nažalost se ni išlo in ona dva sta odšla, jaz sem pa nekako ostal, ker se mi je zdela ta odločitev prevelika investicija, mi smo vse prodali, namreč se mi je zdelo, da če se nekaj lotiš, potem je dobro tudi končati, še posebej, ko si že toliko noter investiral in se potem vrniti nazaj brez nič, se mi je zdelo nesmiselno, tako da nekako jaz še vztrajam in upam, da se bo sin morda tudi kdaj odločil, da bom malo dlje ostal tukaj, kako pač samo eno poletje. Aleksander Rebula, pravite, vse ste pustili za seboj, investirali v svoje novo življenje kot razvijalec programske opreme. A delate kdaj celo s plaže, delate od doma, je kaj tega nomada, čeprav živite v Avstraliji, tudi v vas? Ja, eden izmed razlogov, zakaj sem si dolgo časa iskal, jaz sem programer, sem si mogel najti en dober računalnik, zakaj sem si iskal majhen in lahek računalnik, zato da ga lahko enostavno nosim s sabo. Tukaj se da iti, bom rekel, vse posod so pa razdalje tako velike, da včasih se narajši dam v coffee shop. Če greš v Melbourne, v center Melbourna, imaš ulic toliko, da jih v celem življenju ne moreš pregledati, tukaj je cel labirint kavarn in pa tudi parkov. Jaz se včasih usedem v park, kar se pa plaž tiče, moram reči pa, da tukaj v Melbourneu se kaj kopov dosti ne boš, niti poleti. To pa me je tudi mene presenetilo, ko sem se preselil sem, zaradi tega, ker sem, tako kot si, bom rekel, nevedi Slovenci, kakor sem jaz pač bil takrat, ne, mislil sem pač, da je Avstralija vroča država in to vidiš pač v filmih, ne? Ampak to ni res v našem koncu, tukaj na jugovzhodu. Ker Melbourne je precej, bom rekel, pod vplivom vetrov iz Antarktike. Temperatura in vreme zamenjata v enem dnevu 4-krat lahko, ne? Port Phillip Bay, mesto leži ob zalivu, ne? Port Phillip Bay. In potem pride ta ledeni veter in ni več tako sanjsko, ni več tistih prizorov, kako se ljudje pražijo na plaži, ne? Ne pride samo veter, pridejo tudi pingvini. Tukaj imamo namreč tudi pingvine, zaradi tega, ker očitno je okolje precej blizu Antarktike, ne? Ampak ne morem reči, da je blizu, lahko rečemo, da je relativno blizu, ampak je dovolj blizu, da imaš zelo raznoliko, kar se tiče živali in narave, je tukaj nekaj čudovitega, ne? Če greš samo v Phillip Island, ki je 2 uri proč od Melbourna z avtom, lahko se peleš ob plaži in vidiš pingvine, tako da je kar mrzlo tukaj, no, moram reči. In precej ljudje radi zaidejo tukaj v najbolj znano cesto, ki je The Great Ocean Road. Ne vejo pa vsi, da obstaja tudi The Great Alpine Road, ne? In da tudi sneg je tukaj. Zanimivo. Ampak ko omenjate veter, pa saj ste Kraševec. A niste vajeni? Ja, moram reči, da sem bil kar presrečen, da sam nad sabo, kako zmrzljiv sem. Tisti, ki smo s Krasa, moram reči, da tudi zmrzujemo. Ni to pomembno, da smo Kraševci. Jaz nisem pričakoval, da bo tukaj tako mrzlo. Res ne. Po 11 letih, kaj najbolj pogrešate? Poleg sina, družine? Absolutno pomlad v Sloveniji, ki jo zdaj trenutno imate, zelenje in tudi kratke razdalje. V Avstraliji namreč se ljudje, ki prvič pridejo sem, ne zavedajo, oziroma tisti, ki niso še bili v Avstraliji,
se ne zavedajo, kakšne velike razdalje so tukaj za se voziti. Ne? In tudi včasih v Sloveniji, ko pridem, se kdo pritožuje nad razdaljami, ko mora iti v službo iz Kopra v Sežano, pa iz Sežane v Kopra, pa bom rekel, relacija 30 minut vožnje, ko se pritožujejo. In jaz rečem, pridi v Melbourne in boš videl. Ja, kar se tega tiče, bom rekel, zelo pogrešam našo naravo. Ja. Tudi hrano, sicer tukaj tudi hrane najdeš tako, kot hočeš, ampak jaz pogrešam kruh. Jaz slovenski kruh. Res, najdeš tukaj vseh tipov različnih kultur, ampak ni tistega kruha, ki ga najdeš recimo v Italiji ali pa pri nas, še samo v Mercatu recimo. Ne? Samo Turki znajo delati toliko dober kruh tukaj, kot sem jaz zdaj uspel raziskati. Če je kdo tukaj, ki me zdaj posluša, ki je iz Melbourna, lepo prosim, ne stopi z mano v kontakt, ker res mi mora povedati za kakšno dobro pekarno. No? Sicer, Aleksander Rebula, kako povezujete kulture v svojem gospodinjstvu? Zdaj vseeno slovensko, filipinsko, avstralsko? Ja, z palčkami, ne. Zdaj sem se navadil držati, zato ker imam Filipinko za ženo, v desni roki žlico in v levi roki vilco, ne več noža. Tako je. Moraš se navaditi tudi za zajtrk je riž, pa potem je tudi za kosilo je riž in pa za večerjo je riž. Tako da jaz moram včasih kak tensan krompir narediti ali pa kakšno joco ali pa kaj drugega, kakšne štrukle. Ampak to je bolj redko, zato ker jaz sem bolj len v kuhinji. Moram reči pa, da Filipinc, ko mu daš na mizo tensan krompir ali pa karkoli slovenskega, kakšno juhco in tako naprej, oni bojo vedno rekli, where is the rice, ne? Kje je riž? Aleksander Rebula, hvala lepa za vaš čas in pa lep pozdrav v Melbourne, pa ko boste ravno prijedi, dober tek. Ja, tudi vam v Slovenijo in upam, da vas kdaj zagledamo tukaj na obisku. Z veseljem. Do takrat pa najdite kakšno dobro pekarno. Ja, to pa bolj težko.